Razlika med velikokrat današnjo mladino in pa takratno mladino je ta, da včasih, če si bil priden, si dobil za jesti. Danes pa si priden, če vse poješ. Moje življenje je cel čas slonilo oziroma temeljilo na tem, da hočem jaz, pa ne kot negativni egoist, ampak zakaj si jaz ne zaslužim v življenju priložnosti? Nekako iskal sem, kaj lahko naredim od sebe, kako daleč lahko pridem. Ja, leto 2009 je pa bilo tisto leto, zaradi katerega najverjetneje danes tukaj sediva. Jaz bom rekel, da seveda z osvojenim naslovom svetovnega prvaka se je tudi za mene spremenilo prav vse. Seveda na pozitiven način in pa tudi, bom rekel, življenje postalo drugače zahtevno. Dejan Zavec, boksar, oče, mož, prijatelj, šampionjon, kak je vrstni red? Kaj je najprej? Upam, da človek in potem takoj zatem oče. Če bi delala uvod, bi rekla tudi eden bolj toplih in prijaznih in mehkih ljudi, ki, ko ga spoznaš, za kar ni treba veliko, je to neverjetno. Predvsem najbrž zaradi zgodbe, ki ti jo je življenje pripeljalo, sploh na začetku, iz katere si se znal izviti in očitno narediti iz sebe in iz ljudi, s katerimi si obkrožen, človeka z veliko začetnico. Zakaj? Tvoja zgodba se začne v vasi Trdobojci, mislim, res zanimivo ime, glede na tvoje poti. Začne se nič kaj grozno, prijetno in mehko in to bi želela, da predstaviš našim gledalcem in poslušalcem. Najlepša hvala, Špela, za tako prisrčen, topel opis. Na koncu koncev bom rekel, da sem že najverjetneje v rojstvu imel idealne pogoje za to, da v življenju uspem. Izhajam iz tega, da velikokrat mnogokdo ne izide tako srečen oziroma tako uspešen, srečen, zadovoljen, ko ni potrebno pogarati za neke stvari. Tako da takoj na začetku me je življenje začelo klesati, učiti in mi brusiti neke občutke oziroma me voditi v smeri, da če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. Ampak ni tako zelo preprosto, no. Gre za to, da si kot otrok doživljal alkoholizem starša, tudi fizično nasilje, zato si večkrat tudi zbežal od doma, pa ne sam, in spal marsikje pri ljudeh, ki niti niso vedeli, da ste tam. Ja. Ravno to je najverjetneje bil začetek oblikovanja in osebnosti, da danes sem takšen, kot sem, da prepoznam neke dobre, slabe stvari, kakorkoli v življenju vzameš. Res je, da ob začetku ni bilo pravzaprav mi čisto naklonjeno to neko opisano oziroma pričakovano življenje, se pravi, živel sem v družini, kjer je bil alkohol in pa posledično s tem nasilje in pa vse ostalo, zraven tega zelo oziroma vsakodneven. Tako da v bistvu, ampak bom rekel, da ne glede na začetek, najverjetneje moral biti takšen, da je lahko danes tako, kot je, kajti življenje me je oblikovalo ravno tako, kot me je moralo, da je danes tako, kot je. Če bi bilo drugače, najverjetneje ne bi prehodil te poti, kot sem imel in na takšen način, kot sem imel. Tako da, ni nujno, da je vsako slabo zares slabo.
Ampak je lahko tudi dobro. Torej, kot 6-letnega fanta, pravzaprav so te na Centru za socialno delo vzeli iz tvojega primarnega okolja, živel si v rejniških družinah, živel si v internatu. Daj nam povej, kako je bilo. Ja, tudi zato bom rekel, ker nekako si nisem oblikoval oziroma imel zgrajenega nekega, kaj pa je normalno. Občutek, da nekaj ni v redu, je bil samo ta, ker pač nisem bil doma in ker sem bil revnejši od ostalih, ker velikokrat ni bilo hrane. To so bili tisti občutki, ki so mi dali vedeti, da je nekaj drugače. To, da pač ni bilo urejeno življenje in da smo bežali po noči, po dnevi, po snegu, dežju, bom rekel, je pravzaprav v tistem trenutku bilo nekaj popolnoma običajnega. Pa vendarle na koncu koncev bom rekel, da ja, sem gledal v pravo smer oziroma takrat me okolica tudi zelo oblikovala, se pravi ljudje, pri katerih sem živel, in to se mi je pravzaprav vse, to se nekako vsem nam dogaja, ampak ob tej nesrečnem začetku oziroma nepravem začetku je vedno znova bil sočlovek tisti, ki je si vzel pozornost oziroma čas zame oziroma za nas, in nekako mi je uspelo vso to slabo prenesti v dobro, gledati na stvari zelo pozitivno, kajti konec koncev sem ugotovil, da samo pozitiva doprinaša tisto, kamor si jaz želim. Imel sem seveda svoje želje, potrebe, sanje, katere so nekako postale čisto resnične, ko sem začel, ko sem nekako nastopil to najstniško življenje. Kakšne so bile tvoje želje takrat? Govoriš o njih? Ja, zagotovo, da bi imel kolo, da bi bil v družini, kjer bi bile materialne stvari zadoščene, se pravi, govorimo o kolesu, o lepih oblačilih, o redni prehrani in tako naprej. Ampak vedel sem, da si to lahko želim oziroma da to enkrat bo, če ne prej, ko bom odrastel, kajti skozi televizijo sem nekako dojemal svet drugače, takšnega, kakršnega sem si želel takrat, in za takšnega, kakršnega sem se zavedal, da če bom to hotel, bom moral nekaj dati. Sam osebno sem se nekako orientiral na to, da bom enkrat v življenju dober avtomehanik ali pa avtobusni šofer. Morda kaj tudi drugega, nepričakovanega, ampak to mi je bilo tisto nekako meni najbližje. Nikoli nisi sanjal o tem, da boš svetovni prvak v boksu 4-krat, da boš 9-krat slovenski, tako kot je dejal eden tvojih trenerjev, ki mu danes praviš tudi Angel Varuh, najboljši boksar Jugoslavije, to nisi sanjal. Kdo v tem času rejništva, tvojega oblikovanja v neko osebnost, ti je dal napotke? Kdo je bil tvoja luč, tvoj steber? Starši ne? Je zagotovo seveda okolica, predvsem moji skrbniki, se pravi ta najstarejši bratranec pri teti, kajti teta je bila tudi vdova, zagotovo teta in pa seveda bratranec Marjan, tudi ostali, sestrična Jasmina, Tatjana, Janko. V bistvu bom rekel, da nekako sem izhajal, če so oni v redu, sem tudi jaz v redu. In oni so bili v redu. Kljub temu, da so tudi imeli svojo zgodbo težko, kajti teta je bila vdova. In bom rekel, ampak smo živeli življenje, jaz nikoli nisem čutil v tej družini, da bi bil nekdo četrti, nekdo peti. Pravzaprav tisto, kar nas je, bom rekel, združevalo in pa nekako povezovalo, je delo, kajti delo nas je krepilo in pa smo se zavedali, da če hočemo naslednji dan jesti, potem moramo nekaj narediti za to. Tako da v bistvu velikokrat se spomnim
nedolgo nazaj en zelo drag prijatelj, starejši gospod, ki ima 88 let, 88 let, je enkrat dejal in sem nekako to podoživel, razlika med velikokrat današnjo mladino in pa takratno mladino je ta, da včasih, če si bil priden, si dobil za jesti, danes pa si priden, če vse poješ. Ta ena mala prispodoba, ampak na koncu koncev bom rekel, da ja, mojega otroštva se spomnim zgolj, mislim, da niti ni bilo nič posebnega razen tistega začetka življenja starši, tako da v bistvu sem živel, se mi zdi, čisto poprečno življenje otroka, pač ločen od staršev, ampak dejstva sprejmeš, vse drugega ni. Takrat nisem bil na tej, bom rekel, niti čustveni, niti razumni nivoju, da bi lahko to, verjetno, ker drugega nisem poznal, se sploh nisem za to nekako oziral za to, da bi razen tistega pogrešanja neke starševske ljubezni, seveda. Ki pa je bila, ne nazadnje, tudi takrat, ko je bilo najhujše. Seveda. Jaz bom rekel, da ta pripadnost oziroma ti, bom rekel, trenutki, ko ni bilo vse tako, kot bi naj bilo, sej, na koncu koncev najverjetneje smo vedno znova domov prihajali zato, ker nas je tam nekaj vleklo, tam nekaj prikovalo. Mama je vedno znova najdla nazaj pot do očeta, pač otroci smo se pa znajdli na takšen ali drugačen način. Jaz vem, da imaš ti tudi prste na nogi bolj občutljive zaradi dogodkov, ki so bili takrat. Ja, jaz bom rekel, da kar veliko časa, zelo mi je zanimivo, da vemo, ampak ja, jaz veliko ne govorim, veliko o sebi, veliko o nekih sploh, bom rekel, zadevah, ampak ja, to se je zgodilo ravno takrat, enkrat izmed mnogokrat je bilo po zimi in smo pač, je trebalo se hitro spakirati, ko sem mnoge brez nogavic dal v gumijaste škornje, smo potem malo dlje časa bili na begu in takrat sem seveda tudi dobil zebline, tako da v bistvu še dan danes, bom rekel, ko je malo neprijetno vreme ali pa karkoli drugega, še vedno to čutim oziroma drugače čutim kot verjetno, da te samo zebe v noge. Zelo postanem, bom rekel, nemiren, ker je pač to zaznamovanje ali pa pač ta navada malo drugačnejša, kajti sploh zdaj po zimi, če nimaš dobre obutve, potem ko zazebe v noge, itak verjetno, že to samo po sebi ni prijetno, jaz sem pa še toliko bolj dovzeten za te stvari. Če zaključiva to tvoje bridko in pa zelo močno, pravzaprav intenzivno, lahko rečeva, otroštvo in odraščanje, pod takimi pogoji ne moreva mimo recimo besed, kot so zamere, opravičilo, ljubezen, pripadnost. Držiš zamero do staršev? Ne. Jaz bom rekel, da zamero bi držal, če bi bila družina nekako normalno oblikovana. Se pravi, da bi imeli nek normalen status ekonomski. Pri nas doma ni bilo ničesar. Oče in mama sta bila oba dva brez služb. Tisto, kar je dajalo možnosti za preživetja, je bilo delo na različnih kmetijah. Seveda bi oče in tudi nekaj časa je delal v tujini, ampak tako ali drugače se je ta zgodba njegova končala in jaz bom rekel, da nimam kaj očitati zaradi tega, ker tudi sama dva nista imela veliko oziroma nič. Da je prišlo to najverjetneje razočaranje, ljubosumje in vse to iz
stiske, mi je popolnoma jasno oziroma normalno že bilo takrat, kajti, kot sem že dejal, razlog za jezo oziroma za obup, za razočaranje je bilo takrat, če bi česarkoli od tega imeli toliko, da ne bi bilo potrebno to delati, kar smo. Nažalost, bom rekel, oziroma na srečo lahko rečem, sem in mami in ati v času življenja, ko sta še bila živa, sem tudi povedal, da jaz nimam nikakršnih težav in pa tudi bratu in pa sestrama sem povedal, da pač jaz nimam nobenih zamer do staršev. Lepo, častno. Ok, boks. Po naključju si se srečal z boksom. To ni bil tvoj prvi plan, daleč od tega? Res je. Moj prvi plan je bil nogomet. Predvsem pa tam na koncu 8. razreda osnovne šole sem nekako prepoznal, da je šport v družbi nekaj, kar povezuje na drugačen način oziroma nosi drugačen status. Ljudje, ki se ukvarjajo z športom, sploh uspešne, so sprejeti drugače, so v družbi privilegirani. In samo osebno seveda sem nekako imel tiste otroške sanje kot marsikdo, jaz bom pa najverjetneje nogometaš ali karkoli športnega, oziroma tudi kasneje mi je postalo zelo misel, ki se mi je porodila, da če bom v športu, kjer je veliko ljudi, kjer je veliko poznanstev, katere bi si pridobil, bom lahko morda tudi dobil malo boljšo službo in pa takšne stvari, več ljudi, več možnosti. In enkrat v prvem letniku srednje šole, na začetku, smo imeli nek nogometni turnir znotraj srednješolskega centra in takrat me je profesor športne vzgoje poslal da naj grem igrati nogometa, ker sem bil borec za žogo. In sem rekel, da bom odšel. Kasneje sem res odšel na ta trening nogometa, ker ga takrat ni bilo. Sem zavil v dvorano Mladika na Ptuju, to je že bil zimski čas in zgolj pogled. Ko sem stopil čez prva vrata, sem zaslišal ropotanje. In nisem mogel prepoznati, kaj je to ropotanje, ampak sem stopil v dvorano, ampak ko sem stopil v dvorano, se je tam odvijal trening boksa in ko sem odprl vrata, sem jih že zaprl, ker iz tega nekega straha, respekta sem kar podzavestno ubral pot proti izhodu. Seveda takoj se ta vrata odprejo in bom rekel, sem zaslišal glas, kaj je povedz, bi treniral? In to je bil Ivan Pučko. Tvoj trener, ki je v bistvu pustil zelo močne sledi, namreč on te je vzel k sebi, ne? Ja, seveda, živel sem na kmetiji, ker je, bom rekel, šport ni bil prva izbira oziroma primeren za to, kajti šport vemo, da potrebuje veliko časa in nekako, ko sem začel to trenirati najprej na skrivaj, da mi ne bi že predtem kdo vzel veselja, sem nekaj časa treniral zelo na tiho. Ja, zelo na tiho. In seveda potem čez nekaj časa, ko je pač to prišlo tako daleč, da ali se bom moral odločiti za to, da bom imel še naprej v Halozah, se pravi, topel dom, hrano in tako naprej, ali bom pa se odločil za neko svojo pot. In takrat, ko sem se odločil za svojo pot, sem pač rekel, izbral sem seveda Haloze, ampak potem sem rekel tudi, da hotel obrazložiti Pučku Ivanu, da ne bom več treniral, kajti imam doma situacijo, kot jo imam, in da pač nimam časa hoditi na treninge. In seveda takrat je nastopil ta sprememba mojega življenja, ko je rekel Ivan Pučko, ok, v redu, poleg mene domov.
Ko sem ga pogledal, sem mislil, kdaj? Ja, zdaj. Po treningu gremo domov. Seveda sem imel veliko misli kot, bom rekel, mlad fant. Kaj za vraga se bo zgodilo? Mislim, poleg koga, zakaj? No, sumljivo, ne? Zelo sumljivo. Tudi sam sem imel dve, tri misli. Prvo sem mislil, ali bom se morda moral kdaj kje pretepati. Takrat so bili zelo popularni ti filmi, Jean-Claude Van Damme in podobno, kickboxerji in tako naprej. In so bile tam tiste zgodbe, ko so se v kleteh, v garažah dobivali in so se pretepali. To mi je prvo padlo na misel, ali pa druga, kaj če pa on ima raje moške. In sem sprejel ta riziko, pa sem rekel, močnejši nisem, hitrejši sem. Boš pa všel? Grem pogledat, bom pa všel, ja. V glavnem, ko prijem domov, seveda 2 sinova, prekrasna žena, Natalija, sinova Ivan, Sašo, takrat sta bila še majhna, okrog, ne vem, več ima 1. pa 2. razred. Potem sem si rekel, samo ona prva zgodba je lahko, mogoče upam, da ni, pa ni bila. Tako da v bistvu brez bilo kakega, bom rekel, pomisleka so me vzeli k sebi domov, seveda potem mislim, da 3, skoraj 4 leta preživel z njimi. Tako da ja, življenje se je obrnilo v to smer, katerega si nisem znal predstavljati in dobil seveda nek občutek, nek pogled, kaj sploh pomeni družina, kaj sploh pomeni odraščanje, kaj sploh pomeni to, seveda so me kasneje tudi družba začela prepoznavati kot športnika in ja, to je bila tista smer, seveda privilegije v družbi, vrsti, kasneje sem tudi delal nekaj časa v trafiki, pri Pučku Ivanu, ki je imel trafiko v Termah Ptujskih. Tako da, ja, življenje se je začelo uravnavati točno po tistem, kar sem si nekako predstavljal, da enkrat bi rad začel živeti. Zanimivo, v bistvu trenerji so močno oblikovali tvoje odraščanje, tvojo osebnost, ne nazadnje. Sledil je pa potem, ko sta se z Ivom Pučkom razšla, tudi zaradi nekih drugih zadev v njegovem življenju, je pa prišel trener, ki je bil pa na nek način čisto diametralno nasprotje Ivu, ampak ti je pa spet dal ogromno. Ja, Ivan Pučko zagotovo lahko rečem, da mi je dal cel uvid, kar se tiče nekega močnega temelja in pa nekako tako življenjsko osnovno šolo, pa nekaj srednje šole, se pravi polovico srednje šole. Sem zgradil ob Ivanu in potem, ko je prišel trenutek v Ivanovem življenju, ko se je ločil od žene in kasneje si je postavljal novo življenje in potem je rekel, jaz več ne morem toliko časa posvetiti športu, boksu, ampak jaz ti bom uredil drugi klub, kateri pa še ti bom poizkusil urediti, da boš tudi dobil kaj plačano, da boš lahko živel. In potem sem jaz na začetku tako rekel, ne, potem, če ne boš ti trener, potem jaz tudi več ne bom boksal. Ampak potem je vseeno rekel, midva smo vedno, oziroma imela smo odnos skozi čas, je Ivan Pučko bil za mene Čiko, jaz pa sem bil za njega Zavc. In tako smo se tudi klicala. On je bil Čiko zaradi tega, ker je veliko kadil in je non-stop odmetaval cigarete. Jaz sem pa bil Zavc, ker je v bistvu klical ga je en ljubljanski novinar, verjetno na tedenski ravni in vedno je govoril, kje imaš Zavca? Zavc, Zavc, Zavc. In tako sem jaz bil Zavc. Tako da ja, mislim, za mene je bilo to dejanje Pučka Ivana nekaj, kar še do takrat nisem doživel. Zakaj? Zaradi tega, ker koncev sem bil v Sloveniji takrat že zelo prepoznaven.
med boljšimi in on se je odločil, da ne bo več delal z mano, z najboljšim, zaradi tega, ker pač nima več časa. Ampak, ja, kot sem že rekel, to je za mene bilo najbolj pogumno, plemenito in pa, da kaj drugega sploh še ne omenim, v pozitivnem smislu seveda. In potem seveda spoznam, oziroma Stanislava Milutinoviča pa sem poznal že odprej, ampak nismo veliko govorila. Tu in tam smo se videli na kakšni tekmi. Bom rekel, da pri Ivanu smo konec koncev, bom rekel, z njim imamo res veliko zgodb, med drugim tudi to, da smo najverjetneje prevozila skoraj celo Evropo, pa Balkan. In v nekem trenutku me reče, niti ga nisem vprašal, dolgo časa ne, ampak on je bil brez šoferskega izpita. Mi smo skoraj celo Evropo vdarila brez izpita. Tako da, ja, mislim, ampak toliko nekih anekdot, zgodb, ampak vse obrnjene v to, nikomu nismo želela nič hudega, nič slabega, nič. V glavnem, ampak ja, vse to. In potem, ko me Ivan preda Stanetu, z Ivanom smo vedno šla po liniji najmanjšega upora, oziroma nismo se sekirala za neke stvari, ki jih pač v življenju ni bilo ali nismo naredila, kakorkoli. Potem pri Stanetu pa je bil prvi šok zaradi tega, ker to bilo pa malo, bom rekel, na drugačen način. Veljala so pravila, okviri zelo jasne in pa samo po načelu znanja. Nobene sreče oziroma nekih, bom rekel, okoliščin, ki niso bile pred tem jasne. Mi dva z Ivanom smo šla na pot, pa nismo vedela, kam, kdaj približno. Ja. Naprimer. No, Stane je bil pa res, on je od tebe zahteval maksimum, ker, ne, če recimo gledaš in bereš in poslušaš njegove izjave, pravi, da je, ko te je videl, je vedel, česa si sposoben in zato je od tebe to vse tudi zahteval. Pa si mislil, da ga boš lahko obšel, pa tudi ni ratalo, ne? Ja, seveda, nadaljeval sem, bom rekel, z svojim načinom življenja, ki sem ga do takrat poznal. Po nekem času mi je rekel, da bom se jaz vpisal v šolo, pa sem se Stane, jaz v šolo. In pustimo to na miru. Čez nekaj časa me vpraša, kako je v šoli, in potem jaz rečem, v redu je. Ja, ne, nisem mu povedal, da še se nisem pisal, ne. In potem mi reče, ok, pa daj prinesi ti meni malo ocene, da vidim, kako tebi gre v šoli, da jaz vidim. In jaz rečem, Stane, jaz mislim, da ti nisi resno mislil tega. In potem sem doživel prvi šok, taki življenjski, ampak resen šok, ko me je nagnal ven iz dvorane iz treninga in da ne smem priti nazaj več. Zakaj? Zaradi šole. Mislim, kam to pelje? V glavnem, seveda, hitro sem dojel, da to ni slabo, oziroma da je to edino prav in da misli prav. In seveda tudi moja nadaljna pot, takšen načrt, kot je on zastavil, ob njem sem se počutil dobro, varno in pa seveda predvsem tisto, kar je vse imelo svoj smisel. In Stane je bil tisti, ki je, zaradi njega si ti naredil srednjo strojno in potem tudi faks. Tako je. Končal sem srednjo šolo in pa tudi, bom rekel, diplomiral na fakulteti za šport, smer boks. In on te je pripeljal do kje? Kje so se potem vajine poti razšle? Si šel v Nemčijo? Ja, v bistvu je bilo tako daleč, je prišlo, da sem takrat še moja punca Nataša je začela študirati. In jaz sem se nekako spet v življenju, pa sem prišel spet do enega nivoja, ko sem rekel, ok, zdaj smo tako daleč, da imam prepoznavnost, imam vse, ampak živeti še pa vedno ne morem od športa. Hoditi v službo in pa športati pa ni bilo predstavljivo, ker pač ni bilo možno peljati obe dve zgodbi hkrati. Koliko časa v bistvu so vzeli ti treningi? Ja, če bi hotel trenirati, je pač 2 treninga na dan, ampak to pomeni dopoldan in popoldan.
in seveda ne bi bilo možno fizično niti praktično skombinirati vsega skupaj. In takrat sem zaprosil še tretjega mojega angela oziroma prijatelja angela, česarkoli že, v glavnem Tomaž Barada. Ker smo se družila na treningih, smo se tudi pogovarjali o različnih stvareh in takrat sem mu rekel, da ne vidim zdaj več smisla v tekmovanju, ker bom moral najverjetneje začeti nekaj delati, kajti takrat sem se že preselil v svoje stanovanje in tako naprej. In v stanovanju so mi odklapljali in elektriko in vodo, ker pač ni bilo denarja, da bi plačeval. V glavnem, in potem prosim Tomaža, ker sem vedel, da pa on sodeluje z, takrat je bil sponzor njemu in pa sodeluje z športnim upravljalcem Top Ten, kateri je bil enemu klubu v Nemčiji sponzor. Ampak nisem točno mogel se spomniti, komu je, in če bi on lahko preveril pri tem gospodu Petru Krukenhauseru, če bi jaz se lahko prišel preizkusiti v Nemčijo, da bi postal profesionalni boksar. In Tomaž je založil veliko besedo pri meni, nisem pri njemu, pardon, in takrat mu je tudi ta Peter Krukenhauser odgovoril: Tomaž, ti veš, da imaš samo eno šanso, ki jo lahko izkoristiš, in premisli, če je to. Tomaž je takrat rekel: to je moja šansa oziroma to je moja prošnja, poznam Dejana, kdo je, kaj si želi, in ja, to je moja prošnja. In potem jaz odidem v Nemčijo na to 3-tedensko preizkušnjo. Prišel v Nemčijo, šel sem v Nemčijo z vlakom, mislim, da 21 ur sem se vozil z vlakom, s temi prestopi pa to. In seveda sem prišel takoj na trening, in ko sem nekako prišel na trening, sem po treningu takoj v sobi malo pogledal že vozni red, kdaj bom šel nazaj. Ker se mi je zdelo, da so vsi boljši od mene. Jaz sem šel tja z neko prepričanostjo, da pač jaz bom tam pustil vtis. Hotel sem ga. V glavnem, ampak vendarle sem rekel, sem se spomnil na to, da pismo. Moj prijatelj je pustil besedo, zapisan bom slabo pri določenih ljudeh, kar bo verjetno vplivalo tudi slab neki poslovni odnos med Tomažem in Petrom, da tega ne bom naredil in da bom, če sem zdaj že gori, bom jaz to zgodbo oziroma to šanso sprejel in si poizkušal zagotoviti mesto v klubu. In ja, po 3-tedenskem, bom rekel, po zadnjem 3-tedenskem treningu, kempu, seveda ta preizkušnja je bila zares, bom rekel, šokiran sem bil. Predvsem iz tega, da po eni strani, koliko vsega sem že preizkusil, pa sploh nisem vedel, da je to tako težko in tako drugače. Kajti v olimpijskem boksu je bilo maksimalno število 3 runde, kjer smo boksali, v profesionalnem pa 12 rund. In je bistvena razlika tudi pripravljalna doba in tako naprej. In seveda tudi sistem boksanja. Vsak dan sparingi, vsak dan trdi treningi in seveda samo najboljši oziroma najbolj trdoživi pridejo tam čez. Meni je uspelo. Če bi mi nekdo predtem rekel, da bi vse to bilo potrebno, bi morda premislil, kajti v Sloveniji niso tako slabe šanse oziroma možnosti tudi za normalno življenje. Za početi pač službo in zraven za hobi šport še vedno gre. Ampak, kot sem že rekel, uspelo mi je, da so mi gori rekli, da lahko ostanem pri njih, da dobim, se pravi, hrano in pa sobo za živeti, pa treninge. Seveda sem bil izjemno vesel, ko sem vprašal za plačilo, sem vprašal tako dvomno, da mi sploh odgovorili niso, ampak sem si mislil, vse nekaj pa bo, kakorkoli. Ni bilo, mislim, bilo je, ja, se pravi hrana, treningi in stanovanje. Jaz, ko sem se peljal domov,
Seveda sem se med tem časom že slišal z novinarji, z takratno punco Natašo. Danes žena, točno tako. In sem napletel neko zgodbo, sem rekel, ok, Dejan, zadeva je takšna. Če hočeš, da si zares pridobiš oziroma preizkusiš to, boš moral malo sestaviti življenje drugače oziroma zgodbo drugače. Jaz sem sestavil zgodbo, da sem dobil v Nemčiji pogodbo, ki je nisem, ne? Ampak vedel sem, da če ne bom tega rekel, da bom ali sam ali pa moja družba najdla opravičilo za to, da ne rabim iti nazaj in se seveda potem začeti nekako z boksom. In jaz seveda opišem, da sem dobil pogodbo, da grem v klub, urejeni klub, kjer imam vse stvari urejene, tako da v bistvu je samo na meni, da prijem nazaj. 8. januarja 2003 sem odšel v Nemčijo, brez da vem, kako dolgo bom tam, brez da vem, kdaj bom imel prvo borbo, brez da karkoli drugega, da vem. Pa kaj to, oprosti, je iz tebe govorila ta želja po dejanskem uspehu v boksu, ali da sebi dokažeš, ali da drugim, ali kaj je bilo to? Dejansko nisi imel nobenih zagotovil. Ja, moje življenje je cel čas slonilo oziroma temeljilo na tem, da hočem jaz, pa ne kot negativni egoist, ampak zakaj si jaz ne zaslužim v življenju priložnosti? Nekako iskal sem, kaj lahko naredim od sebe, kaj lahko, kako daleč lahko pridem, kaj vse si lahko z svojo miselnostjo, da nisem nikomor nevaren, škodoželen in tako naprej, kaj vse lahko dosežem. Ali je res nekje usojeno, točno določeno, kdo kaj lahko počne, tega jaz nisem hotel. Da bi skozi celo življenje nekdo moral odločati o meni, kaj, kdaj in kako bom počel. In koliko sem jaz pač nekako sposoben oziroma zmožen. Kajti, ja, seveda se vračam nazaj v otroštvo. Nekako je bilo v družbi za ožigosano oziroma nekako pripeto, kdo je lahko otrok, ne vem, alkoholičarov. Se pravi, slej ali prej sam prije na isto pot. Oziroma, nisem si želel to, da bi drugi odločali, samo drugi odločali o mene. Lahko so odločajo, ne pa samo odločajo. In nekako sem pri sebi iskal odgovore, kaj sem sploh sposoben, kaj sploh lahko počnem v življenju in kako daleč lahko pridem. In to me je, bom rekel, vedno znova sem se čutil, ja, to pa jaz lahko. In bom rekel, še do danes, še vedno tako razmišljam, da najverjetneje vsako stvar lahko, če ne moreš, nič hudega, povej, da ne moreš in greš naprej. Iz Nemčije te je pa pot vodila v bistvu nepričakovano na nek način v Ameriko. Kako se pa recimo razlikuje odnos do boksa Slovenija, Nemčija, Amerika? Zelo. To je kot dan in noč. Res je, po 3 letih Nemčije je bilo eno vmesno obdobje, ko nisem imel pogodbe in ravno takrat so se poklopile stvari, da sem dobil povabilo iz Amerike, z Don King Productiona, ker sem predtem, pol leta pred iztekom pogodbe, je bil v Nemčiji na enem dvoboju en bokser, Daniel Santos, ki je bil v tistem času med top 10 bokserji nasploh v boksu na svetu. In on takrat ni imel sparring partnera in sem se jaz ponudil, da bom malo vskočil noter, da bom mu pomagal. In tisti dan je bil moj dan. Šlo mi je izjemno dobro. Jaz skoraj da nisem mogel verjeti, da je on res ta ikona, kateri je meni idol in da jaz z njim nimam težav. In seveda po tem treningu sem dobil od trenera veliko pohval, njegovega trenera, in je seveda me takoj vprašal, kdaj se meni, oziroma kako dolgo še imam to pogodbo, kaj bi jaz rad v življenju in tako naprej.
In jaz njemu rečem, da še imam pogodbo, ne vem, pol leta ali nekaj takega. In on me reče, bom te jaz kontaktiral čez pol leta, samo daj mi naslov, daj mi mail, daj mi telefonsko. Pa sem mislil, seveda, spet je to neka retorika, ki pač gre čez. Ampak ja, točno čez pol leta je on mene klical. In potem sem seveda odšel v Ameriko, kjer sem podpisal pogodbo z Don Kingom, z enim malim, bom rekel, z eno varovalko, ker sem vedel, da bo mi sigurno še prišla ponudba iz Nemčije, in sem nekako preigraval, kje in ali kaj bom počel. Seveda si nisem mislil, da se bo tako dobro izteklo. Rekel sem si, ampak okej, če ne drugega, bom pač šel v Ameriko. Vem, da je veliko bolj drugačna v Ameriki, seveda tudi v Evropi je boks na zelo visokem nivoju. V Ameriki je pa to znanost in pa eden boljših biznisov, še vedno. Kdaj se je zgodil prvi naslov svetovnega prvaka? Pod čigavim okriljem? Potem sem šel nazaj v Nemčijo, kot sem rekel, da nisem podpisal, oziroma da je pogodba bila nefunkcionalna, dokler nisem imel prvega dvoboja, in ker ga nisem imel prvega dvoboja, ker so mi Nemci potem ponudili malo več kot Američani, zato sem šel nazaj v Nemčijo. In ja, leto 2009 je bilo tisto leto, zaradi katerega najverjetneje danes tukaj sediva. Tako. In še 4-krat, oziroma še 3-krat potem, 4-krat svetovni prvak. A si doživel to filmsko slavo svetovnega prvaka in kako si to doživljal? Jaz bom rekel, da ja, seveda z osvojenim naslovom svetovnega prvaka se je tudi za mene spremenilo prav vse. Seveda na pozitiven način in pa tudi, bom rekel, življenje postalo drugače zahtevno. In poslovno, in zasebno, športno. Bom rekel, da je spet je bil na drugi strani, sem imel Stanislava na telefonskem klicu in sem mu rekel enkrat, veš, Stane, jaz bi še enkrat bil svetovni prvak, samo nikomu več ne bi povedal. V bistvu, jaz bom rekel, da včasih se mi je zdelo tako, da v bistvu seveda se zavedam tega, da iz enega športa boksa, ki ga prej v Sloveniji sploh ni obstajal, predvsem tudi družba je imela predvsem odnos do boksa, da smo to predvsem malo primitivni, agresivni. Ja, tako. In potem naenkrat zraste ta boks, ta šport, družba Slovenija kot takšna ga sprejme. In sprejme, bom rekel, sam sebi sem že malo šel včasih tudi na živce, ker iz vsake konzerve, iz vsakega časopisa, karkoli, kjerkoli je bilo javnega, sem bil zraven. In seveda to vzame tudi neko energijo in vse to skupaj, ampak kot sem rekel, ja, to me je naučilo, to mi je dalo veliko novih poznanstev, veliko novih priložnosti in pa to, da ja, življenje ukronan z tem smislom, če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. Takrat si najbrž spoznal tudi ogromno ljudi, ki so bili kar naenkrat tvoji prijatelji. Kdaj se je pa potem to spremenilo nazaj v neko normalo, da se ta množica razreči spet in ostanejo bistveni ljudje? Ja, sej, vedno je tako, čisto normalno je, ko zmaguješ, je množica vedno večja in jaz bom rekel, da tisto, kar sem najbolj vesel, tisti ta pravi moji niso odšli nikoli in so še danes tukaj. Je pa ja, seveda, mislim, razumel sem tudi to, da v nekem trenutku je prišla moja ekipa, moja ožja ekipa, ki je bila na začetku trener, menedžer in pa še sekundant, cutman, kondicijski trener in to je to. In v nekem trenutku imaš pa
30 ljudi okrog sebe, tudi do 30 ljudi sem imel okrog sebe, za določene nisem vedel, kaj počnejo, ampak morali so biti tam, da pač stvari špilajo tako, kot je bilo. In ja, to se je spremenilo, da takoj po porazu pač nekdo z takšnega ali drugačnega razloga odpade. Pa nič hudega, to je samo, bom rekel, izkušnja v življenju, ki ti pač pokaže, da vse skupaj vse ima svoj smisel. Ja. Od leta 2009 do leta 2015, dejansko teh 6 intenzivnih let tvojih zmag, tvoje slave, reflektorjev, je to trajalo. Rekel si, ves čas in še danes je tvoj steber, tvoj nekdanji trener Stanislav, s katerim se še vedno dobivate. No, to je tudi recimo zanimivo. Zdaj že vemo, no, da so to petki. Ja, vsak petek se dobimo na točno določeni lokaciji, ob točno določeni uri. Pokličeva se samo, če se slučajno ne dobiva. Ga še danes vprašaš za kakšno mnenje? Ja, veliko. Svetovni prvak, a bi lahko recimo iz tega naslova potegnil več? Danes sediva v tvoji fantastični telovadnici, meni je kot v filmu, kjer vzgajaš bodoče boksarske, kdo ve, prvake. Jaz mislim, da sem v tistem trenutku in pa nasploh v karieri, jaz mislim, da več ni bilo možno. Ker to sem jaz. Seveda, za marsikoga bi lahko, ne vem, imel neke materiale, boljše avtomobile, več denarja, več bi lahko zaslužil, lepšo dvorano, večjo dvorano, več članov, ampak to nisem jaz. Jaz sem to točno to. Mislim, jaz bom rekel tako, vse to, kar se je moralo zgoditi, se je zgodilo in tako je prav in to je zdaj to. To je zdaj to. To je zdaj to. Kdo po tvojem trenira boks in kdo je dober boksar? Boks lahko trenira vsak. Tudi jaz? Ja. In boks je zagotovo, vse kar se mene tiče, najbolj univerzalen in pa za mene najlepši šport. In je najboljša prispodoba borbe življenja. A si kdaj naletel zdaj, ko tu srečuješ mlade fante in dekleta, da ima mogoče kdo podobno zgodbo tvoji in kako ob tem reagiraš? Nažalost, tu in tam kdo ima kako ali socialno ali čustveno stisko. Upam, da odreagiram v redu, bojim pa se, da ne. Jaz sem premehak, se mi zdi, da velikokrat vidim bistveno globje s srcem kot pa z razumom. Jaz mislim, da so danes, bom rekel, upam, da je tega čim manj, zavedam pa se, da pa je. Ne vem, kaj me čaka v življenju in to je ta trigger življenja, da ne veš, kaj je jutri, kaj je danes. Oziroma danes ja, kaj je jutri, ne vemo. In ja, verjetno se bo zgodilo še naprej to, kar se mora zgoditi v življenju. Nimam zdaj nekih pričakovanj. Vstopil si tudi v politiko v svojem življenju. Zakaj in po letu in pol odnehal? Želel sem družbi dati nekaj drugače, spet nekaj, kar še ni. Se pravi, predvsem ljudi povezati, ne pa jih razdeliti. Ja, to mi... Bil si član stranke Svoboda? Tako je. Pa nisi več? Nisem. Si izstopil? Ja, ker moji pogledi niso se več ujemali s tem, kar se je pač dogajalo. Človek, jaz mislim, da če ni za neko stvar, potem naj reče, da ni. Meni bi bilo brez veze vztrajati zaradi plače tam in biti na potu samemu sebi in marsikomu drugemu. Je pa res, da pa je politika, moramo vedeti, zelo zahtevna stvar. Če jo delamo tako, kot se mora delati, je politika za mene osebno stvar,
s katero moraš živeti skoraj da tako kot športom 24/7. Kaj si se naučil v politiki oziroma enkrat si nekje zapisal, kdo je najmočnejši v politiki? Nažalost so velikokrat najmočnejši tisti, ki govorijo, ampak nič ne povejo. Ponavadi največkrat se pa epilog konča tako, da te dobijo na svoj nivo in potem te premagajo z izkušnjami. Še spremljaš politiko danes? Ja, jaz mislim, da je to ena, bom rekel, če ne dolžnost oziroma obveza vsakega posameznika, da vsaj malo ve, kako približno družba diha in da jaz upam, da enkrat ne bomo več menjevali odnosov za dobrine. Se boš še kdaj vključil v politiko? Koliko se poznam, ne, ampak nikoli ne reči ne, ker sem tudi že enkrat pred politiko delal, da ne bi jaz bil nikoli politik, ampak to je zagotovo, če bom pri zavesti, ziher ne več. Dejan Zavec, mogoče za zaključek. Pravijo, da uspešni ljudje si v življenju postavljajo cilje. Si jih ti in kakšen je tvoj cilj še naprej? Vsi imamo cilje, ne glede na že določene dosežene cilje. Moj cilj v življenju je ostati sebi zvest in pa oddelati, se pravi, moje dolžnosti, ki še jih imam, in ostati predvsem človek. Super, hvala. A mi lahko za konec pokažeš samo tvoj najjačji udarec, ki ti je pomagal do naslova svetovnih prvakov? Srce. Hvala lepa.